Dober dan, lepo pozdravljeni. Kot je že kolegica povedala, sem tudi jaz nadomestni član parlamentarne skupščine NATO. Na zadnjem srečanju sem bil izvoljen za poročevalca na pododboru za znanost in trende. Danes je pred vami poročilo, ki sem ga pripravil za to majsko srečanje parlamentarne skupščine, ki bo v Gruziji, in mislim, da je še kako aktualno. In sicer govori o internetu stvari, govori o kibernetski varnosti. Rekel bi naslednje, da 2007 Estonija, 2015 Ukrajina in očitno 2017 Slovenija. Vse to je šlo za velike kibernetske napade, ki so tako ali drugače tem trem državam povzročile gospodarsko škodo. V Sloveniji smo morda te stvari zelo tako enostavno spremljali in ponovno verjeli, da živimo v nekem milnem mehurčku, kjer se nam te stvari ne morejo zgoditi, da kibernetski napadi so nekaj, kar se v Sloveniji ne dogaja, in očitno je v teh dneh prišel prvi kibernetski napad, ki je tudi povzročil zelo vidno in zelo jasno gospodarsko škodo Revozu. Primer Estonije zelo dobro poznate, kaj se je dogajalo leta 2007, ko je praktično kolapsirala celotna država, in to več tednov. Leta 2015 so v Ukrajini uspeli izklopiti dobesedno elektrarno in je okrog 200.000 ljudi ostalo brez električne energije v času najhujšega mraza. To so seveda vse konkretne stvari, ki jih prinaša internet, ki jih prinaša splet. Torej, v zadnjem času se je tehnologija drastično razvijala, stvari gredo naprej, in morda ena izmed stvari, ki je potrebno pojasniti, kaj to sploh je internet stvari oziroma Internet of Things, kot je angleški izraz, kratica IoT. Ponavadi kot internet razumemo med seboj povezane računalnike. Internet stvari pa je omrežje medsebojno povezanih naprav. Danes je v svetu 16 milijard različnih povezanih naprav. In seveda te povezane naprave, vse večja dosegljivost Wi-Fi omrežja, vse večja dosegljivost interneta pomeni tudi vse več povezanih naprav v omrežju. In seveda vse te naprave prinašajo številne prednosti, prinašajo pa tudi veliko nevarnosti. Recimo ena izmed takšnih bolj znanih nevarnosti, v katerih je tudi svet ogromno poročal, je, da danes na trgu obstajajo posebni srčni spodbujevalniki, ki imajo Wi-Fi oddajnik, s katerim lahko regulirate delovanje tega spodbujevalnika, in je bil primer ameriškega podpredsednika Dicka Cheneya, ker so mu iz varnostnih razlogov to Wi-Fi povezavo izklopili ravno zaradi tega, da hekerji ne bi dostopali do njegovega srčnega spodbujevalnika in na tak način stvari naredili, da bi lahko pomenili tudi smrt ameriškega podpredsednika. Po spletu kroži zelo zanimiva predstavitev, kako je mogoče vdreti v te, recimo temu, Wi-Fi centrale ali pa Wi-Fi enote v avtomobilih. Kroži posnetek, kako so strokovnjaki vdrli v sistem avtomobila Jeep in enostavno prevzeli nadzor nad njim, tako da so ga lahko upravljali, ustavljali, pospeševali, vključevali brisalce, vse mogoče stvari. Vse to po drugi strani pomeni, vsa ta tehnologija, ki jo danes vgrajujejo v avtomobile, pomeni tudi možnost, da določeni ljudje nepridipravi prevzamejo nadzor temi avtomobili in naredijo dejanja, ki jih mi ne želimo. Danes, ko letite z letali, imate praktično v vseh letalih na voljo Wi-Fi omrežja. Narejene so bile raziskave, da je preko teh Wi-Fi omrežij mogoče tudi do kontrolnih aparatur letala in na nek način do prevzem kontrole letala. Tudi to pomeni določeno grožnjo in nevarnost. Potem je znan primer, ko so 145 različnih varnostnih kamer uporabili kot neke vrste boot omrežje, s katerim so preobremenili druge spletne strani in jih zrušili. Poznate, da so v omrežjih tudi prometna signalizacija, veste, kaj se lahko zgodi, če jo v napačno smer prižigate ali če delate nepravilne stvari. V zadnjem obdobju pa so tudi odmevale tako imenovane e-igrače,
ki jih je bilo možno shekati in na nek način snemati, kaj se pogovarjajo otroci, kaj se pogovarjajo starši in seveda tudi to v napačne stvari izkoriščati. In NATO parlamentarna skupščina mi je naložila, da do tega majskega zasedanja v Gruziji pripravim neko poročilo, kakšne so prednosti in nevarnosti tega interneta stvari in določene stvari, konkretne primere sem vam že predstavil. Dejansko pa se zdaj postavlja vprašanje, kako vzpostaviti pravo razmerje med varnostjo in nadaljnjim razvojem, torej med regulativo in varnostnimi standardi. Ta tehnologija se danes razvija. Danes se razvijajo pametni hladilniki, pametne luči, en kup je stvari, ki se razvijajo in seveda vse te stvari danes ne obstajajo nobeni konkretni varnostni standardi. In na tej ravni strokovnjakov in pa tudi nekaterih zakonodajalcev poteka zelo intenzivna razprava, kako to regulirati na način, da se ne bo zaustavil razvoj in hkrati, da bodo zagotovljeni primerni standardi. Danes za neko pametno luč ni predpisano, kakšne varnostne standarde mora ta pametna luč zagotavljati, da jo ni možno uporabljati v neprimerne načine. In zlasti Evropska unija je na tem področju že poskušala določene stvari postoriti s certificiranjem tem naprav, torej s predpisovanjem nekih minimalnih varnostnih standardov. Ker smo NATO parlamentarna skupščina, je tukaj potrebno omeniti, da je tudi NATO na zadnjem zasedanju v Varšavi leta 2016 kibernetski prostor opredelil kot eno izmed področij delovanja. Torej imamo zrak, imamo kopno, imamo morje, kjer se odvijajo bitke in danes se bitke selijo predvsem tudi na kibernetski prostor. Tukaj potekajo glavne, če hočete tudi svetovne vojne v navednicah in NATO je to področje opredelil kot četrto področje, kjer se odvijajo boji oziroma spopadi in tudi spodbuja ali pa določa neke korake, kjer bi ponovno zavezništvo zagotovilo neke primerne standarde, da bi se proti temu lahko učinkovito borili. Če zaključim, kaj v tem svojem poročilu na nek način predlagam poslancem oziroma zakonodajalcem, ki se bomo dobili na tem srečanju, je, da pri sprejemanju regulativne zakonodaje najdemo neko pravo ravnovesje med varnostjo in razvojem. Regulativa ne sme biti pretirana, da dejansko zaustavi ves razvoj, ker neka pametna luč, bi bilo zelo narobe, če bi zahtevali od njih, da bi ne vem kakšne procesore v to luč vgrajevali zaradi požarnega zidu in drugih varnostnih zadev, ker potem bi ta del razvoja popolnoma ustavili. Skratka, tukaj je potrebno najti neko pravo ravnovesje. Druga zadeva, da je potrebno se zavzeti, da se vse na ravni sveta oziroma vse na ravni Evropske unije izpostavijo neki minimalni standardi. Kaj pa naprava, ki je povezljiva z internetom, mora imeti? Torej nek minimalni varnostni standard. In nenazadnje gre moje priporočilo vsem parlamentarcem tudi, da se vlade prilagodijo na nove okoliščine. To pomeni, da kibernetski prostor postaja izjemno pomemben in z tega vidika tudi izjemno varnostno tveganje, da morajo vlade tem novim tveganjem prilagajati svoje institucije in nenazadnje za raziskave in razvoj na tem področju zagotavlja tudi primerna sredstva. Ne rečem glede Slovenije, še čisto za zaključek, Slovenija, kar se tiče kibernetske varnosti, gola in bosa. Žal. Mi na tem področju nimamo nobene učinkovite institucije, ki bi tej državi zagotavljala neko resno varnost. Pri teh obiskih, ki sem jih imel kot član NATO parlamentarne delegacije od Estonije, Izraela, Amerike, vse te države so nam predstavile svoje institucije, svoje posebne oddelke, ki skrbijo za kibernetsko varnost. In te države gredo korak naprej, ne zagotavljajo le obrambe pred kibernetskimi
grožnjami. Te države celo razvijajo ofenzivne oddelke, kar pomeni, da praktično dobesedno jemljajo kibernetski prostor kot prostor novih bojev in zaradi tega tudi razvijajo te ofenzivne možnosti. Slovenija pa, če pogledate, ker sem tudi član Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, nobena izmed teh treh institucij, od policije, OVS-ja do Sove, nima nekih resnih zmogljivosti, da bi na tem področju delovala. Zaradi tega jaz tudi kot poslanec slovenskega parlamenta pozivam slovensko vlado in vse pristojne, da naredimo tukaj korak naprej. Torej, da se znotraj že ene obstoječe institucije spodbuja ali dodatno ustanovi, podpira nek poseben segment, ki bo dodatno skrbel za kibernetsko varnost. Kdorkoli kibernetske varnosti ne bo vzel resno, kdorkoli te stvari ne bo zagotovil na primerni ravni, na dolgi rok ne bo mogel preživeti v tem svetu, ki je pač moderen svet, svet v vsakem trenutku povezljiv na vseh koncih in krajih. Jaz bi vas nekaj vprašala v zvezi s tem vašim zadnjim razmišljanjem, Tjaša Doljak. Ravno letos naj bi Ministrstvo za obrambo objavilo en nov razpis za nabavo 8-kolesnikov. Torej gremo tudi v tej smeri, popolnoma napačno smer, bi namesto za vojaška vozila morali investirati v neke razvojne oddelke, kjer bi imeli programerje in se razvijali bolj v ta četrto dimenzijo. Vsekakor se mi zdi, da je slovenska vojska, zlasti pa strateško razmišljanje v slovenski vojski, ostal v preteklosti. Danes se bitke ne bodo več bile ne s tanki, ne z oklepnimi vozili, ampak se bodo predvsem ključne bitke, politične, gospodarske in tudi vojaške, razvile ali pa bile na spletu. In zagotovo odločitev, da milijone investiramo v nakup oklepnikov, se mi zdi, da bi bilo bolj pravilno in bolj pametno porabljen ta denar, če bi ta denar investirali v krepitev naših kibernetskih zmogljivosti. Če bom zdaj en konkreten primer povedal, ne. Ko so bila tudi v slovenski vojski, zlasti pa v določenih delih obveščevalnih služb razmišljanja, da bi mi zgolj razmišljali o ofenzivnih zmožnostih, ne. Seveda, zato rabiš strokovnjake, potrebuješ ljudi, ki imajo to znanje, ne. In trenutna zakonodaja niti ne omogoča, da bi slovenska vojska zaposlila hekerje, če te prej niso služili vojaškega roka. Zdaj, če spet vlečem vzporednico z nekaterimi drugimi državami, ker so nekatere države že ugotovile, da imajo hekerji specifična znanja in da si učinkovit heker ni nujno, da si služil vojaški rok, da si puzil in streljal s puško, so te zahteve, ne, za služenje v oboroženih silah že začele prilagajati, ne, in prav posebej specificirati za določen segment, ki je. Ne. In tudi kar se tiče naše vizije v prihodnosti, jaz mislim, da še vedno se mora slovenska vojska razvijati v nišno vojsko, da mi ne moremo v tem svetu tekmovati s težko oborožitvijo ali pa ne vem, za tovrstno tehniko, ampak predvsem, da moramo staviti na ljudi, ki jih lahko izjemno dobro usposobimo, in pa na ta, bom rekel, internetni vidik, kibernetski vidik. Tukaj, po moji oceni, bi bilo potrebno več pozornosti dajati, ampak žal se mi zdi, da doslej nihče resno ni v teh stvareh razmišljal, da šele ta zdajšnji kibernetski napad, kjer se je črno na belem videlo, da to lahko pomeni zaustavitev proizvodnje v neki tovarni, so se določene stvari zganile. In jaz upam, da ne bo samo sestanka, ampak da bodo tudi neke konkretne posledice, zaključki in da bodo zelo jasni rezultati. Zakon o slovenski vojski se ravno prenovo piše. Vsekakor, to je priložnost, da tudi te nove elemente uvrstimo v ta zakon, ker sedanji zakoni so izjemno stari, pa iz nekih drugih časov in
je zagotovo vidim priložnost pri pisanju teh zakonov, da se na novo umesti tudi to področje oziroma se mu da pomembno težo. Mihael Rešnik, Kanal. Gospod Tonin, ste tudi član odbora za obrambo. Danes ob 15. imate zaprto sejo namenjeno proti temu kibernetskemu napadu. Boste se samo seznanili s tem, kaj se je zgodilo pri nas, ali boste tudi nekakšne sklepe sprejeli, kakšna priporočila vladi, ne vem, v katero smer bo šlo vse skupaj? Hvala. Vse jaz bom v tem odboru, ki je zaprt za javnost, pa v bunkerju parlamentarnem, stvari zelo spodbujal v smerju, da bi odbor sprejel priporočila vladi, da razvija te kibernetske zmogljivosti. Torej, ali v okviru obstoječih institucij, ki obstajajo, ali da ima kakšno svojo varianto, ampak mislim, da mora biti tudi signal z parlamenta zelo jasen. Kibernetsko varnost je potrebno krepiti in tudi vlada mora temu slediti in se prilagajati. Tako da bodo vse moji predlogi sklepov šli v to smer. Predstavljam pa si, da bomo danes imeli poročilo o situaciji, torej o dejstvu, ki se je zgodil. Upam pa, da nam bodo dovolili tudi razpravo o tem, zdaj, kakšne bodo reakcije vlade in kaj vlada na tem področju dela.